Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Dobrodošli, dragi ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji. Za današnji obisk k mlademu kmetu se nismo peljali prav daleč. Lahko rečem, da smo ostali skoraj v središču Ljubljane. Odpravili smo se namreč v Koseze, saj je naš tokratni gost Žiga Štrukelj, 24-letnik, ki je že dobro leto poročen in je obudil kmetijo svojih starih staršev. Lep pozdrav in dobrodošel v podkastu, Žiga. Ja, hvala za povabilo, Žiga. Ja, če začneva kar tam, kjer sem začel svoj uvod, da je vaša kmetija v bistvu v osrčju Ljubljane. Ob glavni cesti v Kosezah kmetujete že od leta 1411, če gledamo čisto te uradne podatke. Kako velika je vaša kmetija danes in kaj je vaša glavna dejavnost zdaj? Trenutno kmetija obsega dobrih 7 hektarjev nekje. Ukvarjava se predvsem z prirejo jajc in pa mleka. Ja, tako nekako. No. V preteklosti si je bila na kmetiji tudi prodaja zelenjave, ampak za vse pa tudi ni cajta. Ja, omenil si, ukvarjava se, torej, kot sem že omenil, dobro leto si poročen z Brigito, o kateri bova tudi govorila več v nadaljevanju. Ja, torej skozi različna stoletja vaša kmetija je na tem mestu... Ja, dobrih 600 let, zaprav. Tako nekako imamo podatke, lahko da je tudi odprej. Tudi nekako gre za prvo kmetijo, ki se tukaj omenja. No. Glih v tistem dokumentu iz leta 1411 je naša kmetija, se pravi Sitarjeva kmetija, potem razpadla na 2 polovični kmetiji, Sitarjevo in Zakotnikovo. In potem skozi stoletja je bilo teh kmetij vedno več, nekje do takrat, ko so začeli v Kosezah delati bloke terasaste, je bilo 11 ali 12 hišnih številk. Zdaj so pa seveda Koseze, imamo 3 blokovska naselja, pa hiš veliko, mislim, da imamo čez 8000 prebivalcev. Ja, omenil si priimek Sitar. Ti se sicer zdaj pišeš Štrukelj, ampak po domače pa vaša kmetija se imenuje Presitar. To je nekako kar navada, se mi zdi po Sloveniji, da kmetije obdržijo neka hišna imena. Zdaj pri nas gre za priimek, ki je bil na kmetiji prisoten do sredine 19. stoletja, zdaj ne vem točno katerega leta, ampak enkrat je zgleda en Sitar umrl in se potem njegova vdova z enim Štruklom izzdravila poročila. Tako da priimek je prešel v Štrukelj, hišno ime pa ostane. Zdaj, najbrž ste se skozi zgodovino ukvarjali z različnimi dejavnostmi. Živinoreja, poljedelstvo, zelenjadarstvo. Tako, ja. Se pravi, stara mama je tudi na tržnici zelenjavo prodajala. Včasih je bil pa itak nek mešan model kmetijstva, so imeli in poljedelstvo in živinoreja, pač vse, kar so rabili, da so tiste davke plačali pa doma preživeli. No. Zdaj danes, kar se tiče poljedelstva, je v okviru, da preživiva svoje živali, no. Drugače pa ja, kokoši pa krave. Pa tiste prašiče imamo za doma, imamo samo oskrbe. Se pravi, kokoši, nekaj glav goveje živine, nekaj prašičev, ja. To je v grobem... Tako danes gleda, ja. Ja. Zdaj, če vem pravilen podatek, tvoji starši se niso ukvarjali s kmetijstvom, nekaj let je bilo vmes vrzeli, ti pa si že od malega vedel, da se želiš ukvarjati s kmetijstvom, drži? Ja, zdaj, ne vem, to ljubezen do kmetijstva pravijo, da kar podeduješ. Jaz sem jo po starih starših, ki so kmetovali do leta 2005, potem se je pač ta kmetijska dejavnost za par let prekinila. 2005 je potem starata umrl, stara mama sama tudi ni tega naprej peljala. No. In jaz sem se prav potem 2017, recimo, da tako nekako štejem, da se je spet začela kmetija. Takrat mi je sestra za rojstni dan kupila prvo kravo in da smo imeli eno, pa smo imeli 2 in zdaj jih imamo 11. No. Sestra ti je kupila kravo za darilo? Ja, to je bilo za 17. rojstni dan, mi je sestra kravo kupila. In sestra je mlajša od mene 1 leto. In kako je ona pri 16, oziroma niti 16 še ni bila, takrat zorganizirala, da so pripeljali kravo, da jo je najdla, da jo je plačala in vsa ta logistika. Skratka, na 17. rojstni dan zjutraj je bilo štal krava. Ampak to je kar drago darilo, ne? Ja. Tako da sem mi bil zelo hvaležen, no, sem se pa tudi jaz potrudil pri naslednjih darilih, ampak... A si kupil kakšno drugo žival? Ja, ona od mene papagaja potem dobila, ki si ga je želela. Ja, predvsem manjša žival. Predvsem manjša, ja, ampak draga pa glih tako. Ja, zdaj... Ampak kaj te pa
v tem kmečkem življenju, kmetijskem življenju tako privlači? Rekel si, da si obudil dejavnost od svojih starih staršev. Te je dedek spodbujal, so te starši spodbujali, te kdo rabo sploh spodbujati? Nekako veselje sem imel skozi, tudi stara mama mi je tle kar štango držala, je bila kar navdušena, da bi se mogoče to malo nadaljevali. Tako da veselje sem pa že skozi kazal. Ne vem, to, da si v naravi, to, da si med živalmi, tudi vsak dan drugačen, del si je zelo različen. Odskozi me je to veselilo in nekako sem v to tišal. Tudi na srednjo šolo sicer nisem šel, potem sem hodil v Naklo, na kmetijsko, pa so doma rekli, ne, pa bo šel pa ja na gimnazijo, ne, sem vse kar lepe ocene v osnovni šoli. Ne, in sem mogoče tudi upal, da po gimnaziji se bom za kaj drugega odločil, sem šel pa študirati kmetijstvo. Pa glihko v tem ostajam. Ja, si zdaj v zadnji fazi, ne? Zaključka študija. Zdaj zaključujem magisterij. Ja, ampak vse skozi si imel pa tudi to, poleg kmetijske, pa tudi to podjetniško žilico, ne? Ker si imel že, kolikor mi je znano, že v osnovni šoli si imel svoje jato kokoši. Ja, tam po 9-10 letih sem imel prvih 10 kokoši. Sicer takrat jih je tudi stara mama še imela, ona je držala še par svojih strank. Jaz sem jih pa tudi, ideja je bila, ne, da malo otrok to odgovornost pokaže, pa da za nekaj skrbiš, pa da bomo imeli jajca za doma. In ti svišek jajcem jaz v osnovni šoli potem prodal učiteljcem, pa še tako sem si kakšno stranko dobil in pol, ko pa še malo denarja dobiš, kakor ene žepnine, pa sploh zagon dobi otrok, se mi zdi, ne. Tako da je bilo pol malo tistih kokoši, namesto da si 20, pa pol 50, no del jih imamo pa prke 200, no, okrog 200 jih je zdajle. Ampak Žiga, kako je to v osnovni šoli izgledalo? Si ti sam povedal, ne vem, učiteljem, učiteljicam, jaz imam pa doma kokoši in lahko prinesem sveže jajca, ali so oni vedeli, pa so jih pred tebi naročili? Kako je to potekalo? Sploh ne vem točno, kako se je začel. Verjetno sem se jaz kaj pohvalil, da imam kokoši, pa je tako, ali v hecu, ali res kakšna učiteljica vprašala, pa se pa to nekako razvedel po zbornici, skratka, ne vem, jaz sem na koncu res precej tistih jajc nosil. In v osnovno šolo in pol v srednjo šolo, kar ne vem, razvedel se je, no. Ja, reklama od ust do ust, ne? Ja, od ust do ust, tako. Žiga ima, ne, doma nekaj, kar lahko proda, ne, oziroma kar lahko da naprej. Žiga, kako pa je biti kmet tako rekoč v središču Ljubljane? Ste imeli drugače generacije nazaj ali pa ti zdaj, ko kmetuješ, ne vem, kakšne težave zaradi tega, ne vem, se kdo od okolice, okoliških prebivalcev? Vem pa, da so vas navajeni, ker ste že vse skozi prisotni. Ja, zdaj, glih to, ne, kmetija je od skozi, tako da prav, da bi nekdo se pritoževal nad tem, ne, ker v bistvu vsak, ki je prišel, sem je videl, kam prihaja. Tako da nekih težav ne morem reči, da bi bile, no. Dobro, v tistem obdobju v prejšnji državi stari starši so imeli malo težavo, ko so pač izgubili zemljo, so mogli kupiti drugo, ne, zato da so lahko nadaljevali z dejavnostjo, ampak drugače nekih težav ni. Drugače kmetovanje v Ljubljani izgleda tako kot kmetovanje na deželi, ne. Glih tako moraš dvakrat na dan moraš iti v štalo, glih tako moraš marov dan pripeljati. Del je vas isti, no. Razlika je mogoče edino v trženju, ne. Midva kar pridelava, prodava sama doma, nimava niti mleka, ne oddajava preko zadruge, niti ne hodva na tržnico, ampak nekako ta dvoriščni trg pokrivava in imava nekako tudi kmetijo v tem obsegu, kakor zmoreva doma prodati, no. In zdaj omenil si, da ima ta približno 200 kokoši, to pomeni koliko jajc dnevno? To je tam okrog 170 jajc, ne. Toliko jih nekako tudi gre, se nasproti. Kako pa je s krmo? Pridelate tudi vso več na lastnih poljih? Ja, vse sama pridelava. Se pravi, za kokoši je to žito pa koruza in tudi za živino imamo pač travnike, da pokriva te potrebe. Načeloma nič ne dokupujeva, no. Edino, če bi, ne vem, koliko je bila suša 2 leti nazaj, mehen zmanjkala, ampak načeloma smo kar samooskrbna. Zdaj, mogoče ena prednost, ne, vajne oziroma vaše kmetije je tudi ta, da ste v središču Ljubljane, da imate že dolgo tradicijo in imate v bistvu prodajalno na domačem dvorišču, ne? Vam ni treba peljati nekam koliko kilometrov stran. To je v bistvu zelo velik plus, ne? Ker prešpara ogromno časa, ki ga potem za kaj drugega porabiš. Sicer v najnem primeru je to študij, no, pa če imamo kakšno študentsko delo še kdaj zraven, ampak vprašanje, če bi se midva tega na ta način lotila oziroma če bi se tako ukvarjala s tem, če ne bi bila tukaj, kjer sva, no. In tudi nameravava točno tukaj ostati. Je želja ostati tukaj in nadaljevati? Ne vem, jaz sem se, ko se nekako navadil, vse poznaš, ne, veš, če ti gre, ne vem, guma, imaš enega soseda, če ti nekaj drugega zmanjka, imaš drugega soseda.
In se mi zdi, da kamorkoli drugam je prišel, ne, tudi če bi imel željo kmetovati ali pa kakorkoli, si sigurno prvih 20 let tujec, ne, tukaj si pa doma, tako da bomo kle še malo vztrajali. Če bi bila 600 let, ne bo pa še teh 60 let z mano kmetija. Kako pa je sicer s kmetovanjem in s kmetijami na tem vašem območju, recimo Koses, je tukaj še kakšna kmetija poleg vas ali se tudi tukaj? Ja, ne, pa jih še vztrajajo, no, nas je pa vedno manj. Ne. Če se spomnim, ko sem bil jaz majhen, je bilo sigurno kmetij 20-30, zdaj pa v Kosezah smo 3, zraven v Šiški so tudi samo še 3, ne, počasi ugašajo, tudi v prihodnjih letih jih bo večina ugasnila, ampak kakšen se bo pa obdržal, ne. No, in ko pridejo stranke na vaše dvorišče, je res to poseben odnos, posebna interakcija, glede na to, da so te najbrž že navajeni že od malih nog, ne? Ja. Ker so te poznali in potem najbrž to tebi ni težko splesti z njimi. Ja, zdaj večina strank je tako stalnih, že kar nekaj časa, ne. Se je v bistvu začel, po mojem, ne, ker si majhen, vsak tudi malo tako tebe kupuje, ker se mu fajn zdaj, ko gledaš malo, ne, otrok pa veselje ima, pa ga bomo malo podprli, ne. Pok je pa to enkrat malo bolj resna dejavnost ratala, so pa ostali, so videli, da mislim, da pač se res trudimo in za kakovost in tudi prav draga tudi nisva, no, oziroma pač tako, ja, čisto v nekih mejah normale. Tako da so stranke ostale, edin vedno več jih je, ne, pove kdo, kakšen še sosedov, pa teti, pa zdaj so čez cesto nove bloke naredili, je gotovo tudi kakšna stranka od tam prišla, no. Tako da večina se itak začudi, da je sploh kmetija tam s ceste, se mogoče res niti ne vidno, da je še ena kmetija ostala, tako da malo začudno pogledajo prvič, ko pridejo na dvorišče. Navdušeni so pa kar vsi, tako da se radi vračajo. A te morda tudi zdaj drugače gledajo zaradi tega, ker si, kot sem omenil, ne, star si 24 let, si že dobro leto poročen, ne, skupaj z Brigito delata in vodita kmetijo. To tudi najbrž, ne vem, na nek način daje en občutek ljudem, da si resen, da si odgovoren in tako naprej. Ja, sicer mene večina ljudi malo postara, no, noben ne ve, da sem 24 star, če jim povem, so pa malo presenečeni, ja, sploh zaradi tega, ko vejo, da sem se že poročil, no, pa da nekako tole sama delava, da je v bistvu to že kot en šiht, ne. To, ne vem, malo se je izgubilo to v teh cajtih danes. Ja, namreč žena Brigita, ne, še nekaj let mlajša od tebe. Ja, 2 leti. Tako, zdaj spoznala sta se pa na gimnaziji, ne? To je Ja, ta ljubezen spoznala sva se na gimnaziji, na višjo srednješolskih gimnazijo. let. Sva oba hodila, tako da jaz sem tam jaz sem se tudi z gledališčem takrat ukvarjal, no, in sem v bistvu en koncert naredil pesmi iz musicalov na gimnaziji in ona igra tudi citre, pa klavir, pa orgle. In je takrat v bistvu za spremljavo skrbela, pa inštrumentaliste imela na čez in tako nekako sva se spoznala, pa najprej sva bila prijatelja, in potem v bistvu, kako sva se midva, ta ljubezen, kako se je začela, je ena taka anekdota. Pripravljali smo se skratka na ta koncert, to je bilo zmer, mislim, da nekje v januarju, pripravljali smo se pa že od začetka leta, in to je bilo decembra, enkrat vem, da je ona od mene rabila ali neke note ali nekaj bi mogel jaz še zrihtati in sem rekel, da ne morem, ker me zdaj 2 dni tudi v šolo ne bom prišel in se vidva šele v ponedeljek, ker imamo mi koline doma. In to drugače ni glih za razlagati na ljubljanskih gimnazijah, ker ne veš, kakšen bo odziv, no. In ona je rekla, tako na stopnicah sva bila in ona je rekla, aha, koline, ja, a delate vi tudi krvavice? Sem rekel, ja, delamo. Je rekla, ja, a pa imate godlo? Sem rekel, ja, imamo godlo, a ne? A bi ti meni to prinesel? Sem rekel, ja, pa bom, ne. Pa tako malo se mi je čuden zdel, ne, drugače se mi je zelo dopadlo, da sploh ve, kaj je godla. Pa da sploh to kdo še je, ker pri njih doma so imeli tudi čas koline in je imela nekako lepe spomine na to iz otroštva. In pol itak si mislila, da ne bom, ne, da mi pozabil ali pa da se norca dela. Skratka, ponedeljek sem jaz eno 3-litrsko kanglico za mlek tiste godle prinesel, ona šla s tistim na avtobus in ljubezen traja. Torej, lahko naslov podcasta bi bil tudi Osvojuje z godljo. Ja, tako je bilo. Se pravi, spoznala sta se na gimnaziji in ta trenutek je preskočil z godlo, recimo, ne? Recimo, ja. Od kje pa drugače sicer izhaja Brigita? Brigita je iz Logatca, no, ni iz Ljubljane. Sicer niso imeli kmetijo doma, ampak je nekako se kar sprejela to.
A ste se že, ne vem, ste se že v srednji šoli pogovarjala, ne vem, da ste videla, da je to in da ste si želela takrat enkrat v prihodnje skupaj zaživeti, se poročiti tako mlada? Ja, kar sva bila, je bilo nekako skozi samoumevno, da bova v Kosezah si nekako svojo prihodnost zgradila, ne. Ni bilo nekega prepričevanja, če bo zdaj prišla v Koseze. Jaz sem se s tem ukvarjal, tudi Brigita mi je pol vedno več začela v štali pomagati in ni bilo sploh tistega, bi rekel, enega trenutka, ko sva se za to odločila, ampak kar nekako spontano je ratalo, da je bilo obema jasno, da bova tudi po poroki v Kosezah ostala. Čeprav nima izkušenj s kmetijstva, ne? Zdaj ima vedno več. Ne? Izhaja pa iz družine s 4 otroki, ne? Ja, ima še 3 sestre, no. Sicer nobena ne gre na kmetijo, nobena se ni na kmetijo poročila. Brigita je najmlajša. Imeli so doma sicer ogromen vrt, no, tako da delovnih navad je imela veliko, no, in je zelo pridna. Tako da ja, kar se pa živali pa tega tiče, se je pa zdaj navadila, no, pa mislim, da ni bilo nič težko. Ja, in kako se je privadila na kmetijo, oziroma na življenje tukaj, v bistvu na kmetiji, ampak v mestu, ne? Ja, na kmetiji, ampak v mestu, ja, evo, elitna ljubljanska gimnazija pa edinega kmeta je dobila v Ljubljani. Ja, ne, čisto se je navadila, no, ni imela nobenih težav. Postopoma, ne, tako včasih je po šoli do mene prišla, pa je šla potem zvečer z mano v štalo, preden sem jo domov peljal, ne. Zdaj, odkar sva poročena, pa ima ona na skrbi kokoši, v bistvu sem jaz to čisto pustil in ta del je njen. Jaz pa za krave ta čas poskrbim, no, malo razdeljen in delava vsak svoj del. Se lepo dopolnjujeta, ja. Tako, ja. Zdaj, trenutno še oba študirata, ti si v zaključku torej tega študijskega procesa. Kakšna pa je recimo vajina vizija, vajina želja za prihodnost? Kako bi želela razvijati vajino kmetijo? Ja, zaenkrat razmišljava o tem kot o eni dejavnosti za zraven, no, oba bova po zaključku študija si probala najti redne službe, ne. Tudi seveda pa načrtuješ pa družino pa vse, ampak nekako kmetijo bi vsaj v tej začetni fazi peljala kot eno dopolnilno dejavnost, no, na ta način bi jo sicer povečala, ne bi pa mogoče noben od naju upal zdajle še ostati doma pa se samo s tem preživljati. Ampak ja, bi pa povečala. Včasih, ko sem bil smehen, smo imeli 30 glav goveje živine, pa lahko bi bila kakšna več, ne, saj štala je narejena za to. Tako da tudi kokoši izgleda, da jih bo treba še majčkeno povečati, ja, to je kar interes. Tako da ja, nekako s povpraševanjem se bo tudi kmetija večala, no. Ja, mogoče dobiš kakšno darilo spet ob kakšen rojstnem dnevu, ne, tako kot od sestre, pa se potem nabere živali, ne. Ja, Žiga, ko takole te poslušam, kako govoriš o delu na kmetiji, o ženi Brigiti, danes so mladi morda pred malo zadržek, ne, da bi se poročili, če tudi so že dolga leta skupaj. Zdaj, ti pa si v eni od objav, kot sem zasledil na družbenem omrežju, zapisal, ne, da je lepo biti poročen. Zakaj je lepo biti poročen? Ja, saj je lepo biti poročen, ne. Zdaj, zakaj se mladi danes več ne poročajo, to meni ni čisto jasno, ne. Mislim, ponavadi toliko časa razmišljajo, da pol enkrat težav vidijo, ne. In tudi, ko študiraš, manj ti je do tega, kaj pa jaz vem, no. To, kaj pravijo, moraš biti mlad pa neumen, kaj pa se premisliš. Ne, saj razumeš, ne, eni imajo stanovanjski problem ali pa kakorkoli. Pač vsak ima svoje razloge, pa jih že pretehta. Midva se nekako res nisva za to sekirala in sva se veselila tega, da bova poročena, in nama ni žal, da sva se mlada poročila, ne. Lepo je, ne vem, zjutraj se zbuditi ob nekom, ki veš, da lahko ti zanj skrbiš in tudi veš, da on nekako ima tebe na skrbi, ne. Nekako tudi, ja, smisel dobi vse skupaj, ne veš, zakaj delaš, ne gradiš neko skupno prihodnost in ja, in smisel ima vse skupaj, da ni kar, ne vem, da je pa malo nekaj, od zjutraj do zvečer nekaj delamo, toliko, da do smrti pridemo pa. Ja, najprej sta imela tudi v svojih družinah nek zgled, ne? Zgled povezanosti v svojih primarnih družinah že. Ja, seveda, ne. Se nekako pol te vzorce pravi, da kar ponavljaš iz družine, ne. Moja starša sta se še mlajša poročila, kot sva se midva, ne, in tudi zelo mlada se ustvarila družina. Tako da, in tudi pri Brigiti so bili zmeraj tako lepo povezani. Ja, nekako, če imaš to družino kot eno osnovno vrednoto, ne, da ti nekaj pomeni, se mi zdi, da pol brez težav to isto gradiš pri sebi oziroma si to isto želiš tudi zase. Kaj pa najbolj ceniš pri Brigiti?
delovnost. Zame je največja vrednota delo in meni je zelo všeč, da je tudi ona delovna in oba sva delovna. In nekako se mi zdi, da bova lahko tudi zaradi tega lepo si postlala, ali kako bi rekel. Skratka, da nama ne bo hudega, da pač, če delaš, da pol nekako se dobro obrodi. No. To mi je bilo najbolj všeč, pa ne, da je bila zmeraj pripravljena delati. No, morda omeniva še en dogodek iz tvoje preteklosti, ki se je k sreči dobro končal. Vemo, da na kmetiji ni vedno lahko vse samo lepo, je veliko tudi težaškega dela in se zgodi tudi kakšna nesreča. Zdaj pri tebi je v preteklosti prišlo do ene nesreče v gozdu. Morda lahko opišeš. Se pravi, delo bo en let, lansko leto, jeseni je en hrast name padel v gozdu, tako kar precej velik. Če mu sehnite korenine, pa se je prevrnil glih takrat, ko smo bili tam. In me nekako hrbet zadev, no, sem bil pol sicer nič zlomljen, ampak nekako toliko poškodovan hrbet, da nisem mogel ne hoditi, da nič, no, sem bil par tednov v postelji, takrat je tudi več dela na Brigido padlo, ampak se je na koncu kar dobro išlo, no, da jaz sem popolnoma okreval po tej nesreči. Takrat je kar precej ljudi molili zame, no, ker bi se res lahko to precej drugače končalo. No, tudi, ko so me na urgenca pripeljali, so me doktorji malo drugače gledali, no, niso bili tako optimistični, kakor se je na koncu lepo izkazali, in tudi, ko sem jaz na kontrole hodil, so bili vsi presenečeni, kako hitro okrevam, no, ampak ja, če pa majčkeno drugače bi prileteli, pa bi bilo drugače, tako da ja, no. Ja, se zgodi, ne, se nesreča ne počiva, noben ni bil kriv, pač ti zdravo je takrat dol padel, ampak smo zgodili. To je bilo v kakšnem vašem gozdu? Ne, pri enem kolegu, no. Ampak se pravim, čist naključno nismo podirali dreves ali pa kakorkoli, ne. Zdaj, bil si, kot praviš, nekaj mesecev si bil v postelji, si moral okrevati, počivati. Ja. O čem si takrat razmišljal? Ne? Kaj si recimo potegnil iz te... Predvsem je bilo meni dolg čas drugače takrat, ne? Ampak pol, ko sem pa za nazaj gledal, ne? Ali pa ko sem videl, kako je druge v bistvu skrbeli zame, ne? Si pa kar nekako itak ti odleže, ne? Ja, nekako se ti fajn zdi, ne? Da zgleda gor še ni cajt, da prideš gor, no? Da imaš še en namen, ki ga moraš spomniti. Pa tudi jaz se že prej nisem nikoli sekiral, ne, jaz tako lahko si jemljem življenje, ampak od takrat naprej se mi pa sploh zdi, da za ene stvari se res nima smisla sekirati, ne, da pač si vesel, da si še tukaj in gremo dalje. Ne vem, ta božja bližina, te molitve, ti je to takrat veliko pomenilo. Ti si razmišljal o tem, ne, da mogoče te je pa angel varuh, ne? Ja, sigurno, ne. Takrat se pravim, ogromno ljudi je tudi molili zame, pa Maša v zahvalo je bila darovana za božje varstvo, ne. Sigurno takrat še malo bolj občutiš to bližino, ne. Zdaj, omenil si že Brigito, ne, da ima rada glasbo, da igra več inštrumentov. Mislim, si omenil citre. Citre, klavir pa orgle, ja. Ja. Ampak tudi ti, ne, imaš rad kulturo in glasbo, si prepeval v nekaj zborih? Ja, bil sem v nekaj zborih, v gledališču sem tudi v mjuziklih igral, no, tam moje pesmi, moje sanje, ta velika produkcija, ki je bila, Pepelka, eni, Mala nočna glasba smo imeli lansko leto, tik pred nesrečo v bistvu, tako da sem precej jaz tudi časa posvetil gledališču, zdaj ga vedno manj, no, oziroma projektov si zdaj več ne iščem, če me glih kakšen mu povabijo, z veseljem sprejemam, ampak vseeno so to vaje pa predstave zvečer, ko sem jaz v štali, tako da nekako je bilo treba pretehtati, kaj bi raj počel, in tle je odločitev zmagala za kmetijstvo, no. Ja, Brigita sicer še vodjem pevski zbor, no, jaz pa ne pojem, niti pa njej več, ne. Videl sem tudi vajo v Narodni noši ob neki priložnosti. Od kje izvira ta Narodna noša, morda kje plešete, imate kakšne nastope? Ne, nikjer ne plešava, nikjer ne nastopava. V bistvu Narodni noši sem jaz obe podedoval po starih starših. Moja je skoraj 120 let stara, no, ne, prek 120 let je že stara, od starega ata. Brigita nosi pa nošo od moje stare mame, je pa tudi 60-70 let stara, tako da ona vem, da si jo je po poroki dala narediti. In to imamo v bistvu bolj ob kakšnih praznikih se rada oblečeva v nošo. Lani smo imeli novo mašo, smo šli v noši, pa vsako leto se tudi, če se le da, letos nama ni uspelo, udeleživa povorke narodnih noš v Kamniku. Če je le priložnost, greva zelo rada, no, in se mi tudi
jaz tudi druge malo prepričujem, da ne si še umislijo, ker je to res tak lep izraz slovenstva, ki se zgublja, ne. V tujini to precej bolj cenijo. In tudi rada plešeta tudi sicer. Ja, na gre nama najboljš, no, ampak ja, če na kakšni veselici ali pa na kakšni ohcati se pa tudi midva malo zavrtiva. Važno je, da je volja, ne? Ja. Nama se fajn zdi, pa zgleda, pa nima veze. To je pa najbolj pomembno. A imate še kakšne druge skupne hobije? Ste morda vključena v kakšno društvo, aktivna dejavnost v župniji ali kaj podobnega? Jaz sem sicer pri nas pri gasilcih, priznam, da zadnja leta ne preveč aktiven, pa v kulturnem društvu, kjer nisem prav preveč aktiven, nekako zmanjkal v kmetijstvu časa. No. V župniji sem jaz ključar pa pretrkovalec, no. To sem nekako malo bolj trudim. Brigita je pa organistka, pa mladinski pevski zbor vod, no. Ona je bolj pridna za te obveznosti. Ja, zdaj, kot naštevaš, kaj vse ste ali pa si v preteklosti počel, pa s čim vse se danes ukvarjate. Kaj pa takrat, ko sta prosta, ko si vzameta trenutke zase, kaj najraje počnete, kam se odpravite, ali ste raje takrat doma, v svojem kotu? Zelo rada sva sicer tudi doma, pa si malo spočiva, ponavadi so to nedelje. Med tednom pa greva kdaj tudi malo prej v štalo, pa vse narediva, pa greva v kakšno gledališče, greva rada. Ali pa tudi, če kakšne prijatelje povaba, pa ne vem, večerjo naredimo, kakšne družabne igre se gremo tako, no. Z tega stališča je tudi dobro, da ste v središču Ljubljane, če hočete iti na kakšen dogodek. Ja, ker greva ponavadi kar peš, no, tamle do centra. Ja, Žiga, res prijeten klepet, ki sva ga počasi pripeljala do konca in bi te prosil za zaključek, imamo eno rubriko Hitrih 5, kjer zastavimo vsakemu sogovorniku 5 kratkih vprašanj in tudi prosim za res en tak spontane in hitre odgovore, kolikor se bo dalo, ne, Žiga? Tako. V redu. Delo na kmetiji, ki ga najraje opravljaš in zakaj? Spravilo sena. To je res recimo 2-krat, 3-krat na let in se mi zdi tak praznik, ne. V tistih 2-3 dneh potem narediš, preskrbiš krmo za cel let. To sem, od majhnega sem imel že to rad. Poročiti se mlad je dobro, ker? Ja, mlad pa neumen, pa se če fajn zdi, se ne, lepo je biti poročen. Najljubša kmečka hrana ali jed? Nekako godla je kar nama ostala ta. Zelo rada si preštimava, imamo tudi skrimi. Spomini, ne? Kaj ti pomeni družina? Ja, ena velika ali pa osnovna vrednota, no, neko varnost in zavetje. Katera življenjska modrost ali življenjsko spoznanje ti je najbolj dragoceno? Ene besede od naše mame še, kdor dela veselo in molira vmes, dobi blagoslova obilo z nebes. Kako lep zaključek za tale pogovor, sploh ni kaj dodati. Res, hvala lepa, Žiga, še enkrat, no, da si bil gost našega podcasta. Želim ti res, da uresničiš skupaj z Brigito svojo vizijo, ki si jo ali sta si jo začrtala za kmetijo. Ja, hvala. Hvala za to izkušnjo. No. Mi, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa bomo z novo zgodbo slovenskega podeželja spet z vami čez 14 dni. Z vami sem bil Marko Mesojedec. Lep pozdrav.